Nič nisem snemala, ker je bil danes bolj kot ne, ni panike, uživamo, to je najbolj važno. Zdaj pa si bom naredila vročo čokolado oziroma kakao z malo čokolade in dokončala knjigo. 8% do konca že imam, tako da ful je fajn del. Zdaj pa tak plot twist, I guess. Ko čakam, da jo dokončam in pol se lotim nove božične, tako da ja. Fireworks and Christmas lights freezing in the snow. And how you used to tell me that everything's alright. Held me close beside the fire, made a wish upon a star. Such a magic time. No Christmas nights, just not the same without you. I look up to... Hi, ponedeljek je nov teden. Jaz sem dosti tak motivirana ponavadi v ponedeljkih, nam se mi zdi tak nov začetek. Ja, kdo bi si mislil, da bom kadarkoli rada imela ponedeljke, ampak tako za sebe dela še drugače. Pa jaz ponavadi nimam vikendov fraj, tako da ni tak šok za mene, da treba delati, ampak tak ja pač. Stvari se malo prebudijo, nov teden je, urnik sem naredila, ta teden bo kar pester in imam sicer v bistvu sam sredo fraj, pa še to fraj od tega prenosa v živo, ampak imam vlog takrat za objaviti, tako da probala bom sicer že prej pač montirati, da ne bo vse na sredo, ampak tako da, ja, res hočem izkoristiti ta december, ker pač rada delam, kar delam in decembra je tak special, ekstra in ful stvari bi rada naredila, hkrati hočem te božične kartice čim prej zrihtati in med pripravljene, tako da zdaj v bistvu bom to delala, slikala bom, dokončala bom to božično kartico, skoraj je že konc, malo si delam make-up, ker se počutim boljš, če imam vsaj tak malo te podočnjake skrite, pa prvi si malo naredim, ampak nič takega, pa si bom itak naredila cel make-up za prenos v živo. Zaenkrat pa sem tako, da se jaz boljš počutim, ko se vidim, oziroma, ne vem, nek občutek mi da, čeprav sem doma, se mi zdi pomembno, da se oblečem, da se počešem in tak naprej, niso vsi dnevi isti, ampak danes je en teh dnev, ko se mi zdi, da rabim to. Dobra stran slikanja je, da lahko zraven gledam vloge, YouTube in malo multitaskam, tako da seveda vlogme si gledam. Danes me je spet malo ta peč jezla, ker je spet tlak padel in tisti servis na zadnje ni bila glih dolgoročna rešitev, tako da sem zdaj poklicala en drug servis, ide v četrtek, tako da zdaj lahko se to malo umirim glede tega spet. Res nam zakaj se tako sekiram, pač popraviti je treba, ne mislim. Sem to pač, ko moraš nekaj klicati, pa pol morajo priti in sem in se moraš pripraviti na to in folk v tojem stanovanju, mislim, jaz ne res čudna glede teh stvari, malo se moram skolirati. Dobro, zavila sem darilo za darovanje Uresniči željo.
Tako da edina eno vejico še rabim, pa na pošto moram nes, naslov sem napisala, upam, da bo to v redu. Zadnjič sem na live streamu toliko nekih stvari govorila, pa vam na koncu nič nisem pokazala, se opravičujem. V glavnem, ko sem oni paket dobila, v tistem paketu je bila ta gingerbread, torej hiša iz medenjakov, v bistvu so Lego kocke, ampak pač druga firma in to je ful kosov. Stvar, ki mi je najbolj všeč, je pa to, da ima lučke, no, v glavnem, ful cute. To je bilo torej presenečenje darilo. Kar je pa zdaj stvar, je pa, da so te Lego kocke ful manjše, ko pa original in so, tako da je res ful kosov, ful je težko, ampak ja, ful božično, a mi bo ratalo letos to sestaviti, dvomim, ampak bi pa rada začela to, da delam nekaj v povezavi z božičem, ki nisem slikanje teh kartic. Ta teden imam v planu tudi začeti sestavljati sestavljanko, ki vam je tudi nisem pokazala. In sicer ta lepa jesenska božična sestavljanka iz Tedija. Nisem vedela, da ima Tedi sestavljanke in vedno sem si želela tako sezonsko, sploh za božič in ta je res taka vintage. Ko čakam, da jo sestavljam. Podlogo imam za 1000, to je 1000, ta klasika v bistvu. Ampak razmišljam, da bi si še eno kupila, da bo bolj trdno, ker pač jaz bolj premikam te stvari, ker malo mi zmanjkuje placev pač v stanovanju. Zdaj imam obešalnik za cote dam. Synthesizer je na hodniku, v glavnem malo se počutim utesnjena, ampak nič za to. Te cote bo itak suhe, takoj se posušijo, zdaj ko je zima, pa se kurje, tako da to je good. To sem mogla bo jaz pokazati. Pa to lučko. Mikica. Dala sniger eno to kroglico, kao da jo z roko lovi. Zdaj mi ni bilo tako zaostajam. Nazadnje je bilo, mogo si rešiti to sestavljanko božično, torej povezati, najti te like, to še nisem naredila, tako da bom zdaj to naredila. Tu je. Pol imamo jelenčka, oziroma tega imamo tukaj. Se nama moram tako povezovati v glavnem. Mojcika v stockingsu je tukaj. Zdaj pa res slikanje. Enkrat je nekdo rekel, če bi lahko malo pokomentirala, kako jaz slikam. V bistvu pač jaz ful sledim temu, kako barv si predstavljam. Ful se gre za mešanje barv bolj kot karkoli drugega. Mislim, ko imaš enkrat skico pa neko perspektivo, kot neka pobarvanka skoraj, to se pač igra z barvami. Zdaj, jaz sem hodila popraviti peke zadaj, zato ker mi niso bile všeč, tako da sem najprej naredila tako. Vedno naredim neko bazo, torej eno barvo, ki bo kot neka podlaga, pol pa te sence naredim z isto barvo, ampak malo zmešam ali rjavo ali pa črno, da je malo temnejš, pol za te osvetljene dele pa seveda dodam belo ali pa malo rdečo, oranžne, zato da ni čist pink. Pol snežaka, ne, sneg je bel, ampak seveda ne moramo belega narediti, če vedno ima sence in ponavadi zmešam neko modro, ni samo črno-belo, torej sivo, tako da sem dala malo modrikaste, malo temno-sive oziroma ja, zmešam se skupaj. Najprej začnem s temi temnimi deli, včasih začnem s svetlimi, čisto odvisno. No, pri akrilih v bistvu ni problema, ker se ful hitre barva suši in če se kaj zmotiš, lahko greš čez še enkrat in ni panike. Sledim v bistvu tem sencam, ki bi bile recimo da naravne. Pol sem še sneg naredila po stopnicah, pa po strehi in pa da ustvarim tak bolj videz snega, da je tak puhast, ne vem, vzamem en bolj širok čopič, pa dam čisto malo barve na čopič, pa tako malo na suho bolj dodajam barvo na list papirja in izgleda tako, da je tako bolj puhasto, no, in isto sem naredila pol okoli tega snežaka, da niso bile preveč take gladke linije. Sem pa pozabila kljuko, ki sem jo pol naknadno dodala. Tako da to je to za to sliko. Zdaj sem se pa odločila, da bom šla z Miko na balkon, ker je sonce in že dolgo ni bila na balkonu, tako da gremo, Miki. Jesi vesela, ja. Čakaj, da to umaknem. V bistvu je še Mika praznična z rdečim povodcem.
Ojoj. Ni panike, vse v redu. Vse je good. Mucca. Mucika lei. Oh. Mucika je. Kjera megla je. Danes je bila pa zgodna ura z Miko, tako da v bistvu fajn, ampak nisem dospala. Trgovino grem, ker mi je zmanjkalo ful nekih osnovnih stvari, tako da dajmo, malo sem še zaspana, nisem še jedla, pa kave pila. Že to na sporedu. Okay. Jaz moram to probat. Še božična pakovka. To pa je volna, ha? Za en polor bi bo moje 2 rabila. Moji sir so znižali. Tako so upravljeni, zdaj bi pa rada probala to white chocolate moko. Sedaj na štručko. Nadi so mi te Starbucks kave itak presladke, ampak hodila sem probat ta white chocolate moka. Ni toliko sladka v bistvu. Redo, dobra. Pisna. Je pa sigurno bolj sladica, kot pa kava, ker jaz ponavadi pijem sem kavo, pa z malo mleka dodam, nič drugega. York City. Everything just felt so right. Yeah. When you counted down and kissed me. We were young. And so we loved. Evo, danes imamo pa origami, oziroma snežinke iz papirja. To moram probat. Evo, kite sem si naredila za danes. Preden da si pa naredim make-up, bom pa še hrano pripravila. Danes bom delala smash burgerje. Smash tortilla burgerje. To sem že ful cajta nazaj naredila, čist me gledate že kar na 2 leti. Mislim, ja, že dolgo jih nisem, ampak je ena stvar, ko sem jih že večkrat naredila in sem kar malo pozabila na njih. Včasih imaš kakšne recepte, ko skozi eno in isto ješ, pol pa 2 leti pozabiš na ta recept. Ful enostavno, tortilja imam. Dala sem mleto meso iz mrzovalnika, ki se je že odtalilo, tako da ga bomo malo začinili. Kruh delam. Zakaj sem jaz danes tak kompaktn, pa sem dala več vode, kot ponavljam. Taka moka je malo drugače in danes imam moko, to moko imam Manitobo. Ponavadi imamo Dema ono 550 ali 550 tip. Tako da res vsaka moka je drugačna, vsaka moka ima drugačno hidracijo, tako da zdaj me malo skrbi, da bi mogla malo več vode dati. Sol, poper, malo česna, v bistvu ne rabiš veliko, ker itak je dobro že samo po sebi.
česen. Mešam, pa še malo začinim. Ga pa ne kuhaš prej mesa, ampak ga daš na tortiljo in se speče, ker ga itak tako na tanko narežeš in, namažeš in bolj stisneš dol. Tako da res enostavno. Bom pa jaz zaenkrat sam eno si po mojo veliko tortiljo naredila, ker je čisto doskrat. Imam res samo to veliko. Aha, tu je še malo, čisto malo trdo, ampak ni panike, ker bom itak, ne bom zdaj tako jedla, sem pripravljam se za pol, ko bom lačna. 1 uro pa pol še bom dodela, tako da takrat bo pa res 100% odmrznjeno. Dobro, to bom dala na stran. Tu si bom samo dodatke pripravila, oziroma zelenjav, paradajz, lahko tudi kumare, karkoli. In pa seveda solato, ki sem jo oprala. Karkoli vam paše, lahko tudi nič. Jaz imam rada zelenjavo. In pa seveda slavno omako, tukaj imam ostanke grškega jogurta, tako da bom kar tunet naredila. Ponavadi burger, omaka, majoneza pa kečap. Jaz dam pač grški jogurt zato, ker rada daje sama majoneza. Tako da bom zmešala, lahko pa tudi špackam spustiš majonezo, ni nujno. Jaz včasih nisem marala majoneze. Ko sem bila mlajša, res ful nekih stvari nisem jedla. Zdaj jo jem, ampak tako res v mejah normale, bolj za kake, ne vem, če kaj odsvrto, pa da namakam oziroma zmešam s kečapom. Tako da kečapa in majoneza pri meni ful dolgo zdrži, tako ker jih malo jem. No pa malo pekoče omake, tam je ful všeč. Ni tako ful pekoče. Tukaj lahko dodaš začimbe, jaz ne bom dala kaj drugega kot pa poper. Pa čisto malo česna. Solila ne bom, ker se mi zdi, da itak že kečap pa majoneza sta doslana. Pa meso sem solila, tako da to bo moja burger omaka. Edino, kar bom še pol rabila, je sir. Kupila sem si tega cheddarja, ki je malo bolj močen po okusu, je pa brez laktoze, mimogrede na rezine je narezan in ga bom dala čez, tako da bo cheese smash burger. Tukaj imam tortilje, tako da vse je pripravljeno. Evo, ponavadi delam na tej plošči, da lahko lepo stisnem dol. Res jo smashneš. Zelenjava za dodatke. Tortilje, omaka, vse je ready. Zdaj imam pa še 1:45. Nekaj se premika. Tako da vse gre po planu, zdaj moram samo še make-up si narediti in pol bom izkoristila ali za montiranje, ali pa bom že začela slikati, ne vem, še bom videla, se bom odločila sproti, ne pri make-up. Pa preoblekla se bom. Danes bom bila oblečena to karirasto majico jakno. Ponavadi porabim za make-up 10 do 15 minut, če se potrudim, ga lahko tudi v 10 minutah. Bom za foro štopala, pa da vidimo tega, nemo. Deset 3:30. Kar dobro. In usnice si bom pol še dala, oziroma si grzej. Ampak bom itak jedla, tako da usnice si bom pol dokončala za malo svinčnika in... Evo, nekaj sem zmontirala, mislim, da je na 6 minut.
Hello, what's up? What's up? Michael Tess, prueba de Miguelito Chiquito. Robin Hypalis, welcome in. Hello, Ryder. Hello, Noaim. Hello, Matiska. Hello, MJ. Hello. How we doing? The top of the release and the bottom would be the bottom hem of Otrožje je pa danes kar zadovoljen, tako da ga bomo oblikovali in dali v košaro. Je pa kar, bom rekla, kompakten. Niti ne treba tih šiv narediti, se mi zdi, da je tako res se lepo spojijo, ampak vseeno za malo dodatne napetosti lahko zašivamo. Hladilnik, zjutraj bo pa kruh. In kdo me vpraša, če kaj pogrešam fizične knjige, ker imam pač e-bralnik Kindle. In moj odgovor je ja, pa ne, večinoma ne. Sigurno je fajn včasih imeti te fizične liste, pa dati knjigo v roki in tak naprej. Celi ritual mi je sigurno všeč. Kar pa pogrešam pri teh fizičnih knjigah je, da jih ne morem kar tek posod brati, rabim malo lučko ali nekaj. Jaz pa predvsem berem knjige ponavadi v posli, ponavadi, ko je temno, zjutraj, redko kdaj. Mi je bolj brat to bralno lučko kupil na spletu, tako da lahko si jo daš kar na knjigo. V bistvu bom zdaj prvič uporabila. In imaš tak Mika, lahko si tudi spreminjaš svetlost pa barvo. Glavno, jaz osebno si reč dam na miopco ali pa pullover, če imam kaj gre. Tako bolj na stran, da ni glih direkt pred mojo faco in si svetim dol na knjigo. Trenutno berem, oziroma sem začela Kmetija božičnih dreves, katero je kupila Kira, čeprav sovraži Božič, nam zakaj bi jo kupila, če sovraži Božič. In pol se, verjetno njen ljubezenski interes, Bennett pride na počitnice v ta kraj Dream Harbor in da si vzame pač pauzo od svojega življenja in pa pauzo od tega, da vedno hoče vse popraviti in porihtati, vse probleme. Ampak nekako njojo usoda združi in se tudi bolj Kira se malo odpre in začne tudi uživati v Božiču in bo to Božič, katerega si bo ta zapomnila zavedno. Je pa sigurno za odrasle, ker ima nekaj, piše, da je steamy, torej, kako bi to prevedel. Malo je spicy, no, ampak ne vem, nisem še brala, tako da vam ne more biti. Miki ni všeč, lučka se mi zdi, ker ji sveti v glav. Priznaj si punca, veš? Aj, dobro, kak je udobno tu. Grem bratu poslati, da končno uporabljam to lučko. Bomo videli, kako se bo to izteklo. To pravi napihnjenče, ko čakam. Kaj sprobam. Moč malo preveč zažgan. Wow, ne morem verjeti, kak lep kruh je vam prišel, ker je bil kar dosti tak, malo manj hidriran. Ampak ja, no, ma je ta moka mogoče boljš, ali kaj jaz vem, tako da zanimivo. Kupila sem pa moko za kruh Manitobo iz Hofra.
Ena stvar, ki bi vedno predlagala, kot se dela z akrilnimi, je, da delaš najprej ozadje. Torej vse, kar je odzadaj, najprej narediš, da lahko pol čez v miru slikaš, brez da te skrbi, da boš kaj uničil. Vedno gledam, kaj je spod, kaj je odzadaj. Tako da sem najprej ozadje, pol ono okno, svečke, pol sem naredila to v bistvu mizo, na čemer vse te stvari stojijo, in pol sem naredila te storže, ker so tudi malo bolj temni. Moram reči, da sem bila kar ponosna, kako sem te storže naslikala, če sem že kdaj prav slikala storže, ampak ja, imela sem sliko, po kateri sem se pač v bistvu orientirala in pač opazovala, kje so sence, kje so te osvetljeni deli, in je ful dobro prišlo. Tako da jaz ponavadi začnem torej z najbolj temno barvo, pol neko vmesno, včasih imam več vmesnih barv in pol te res osvetljene dele sem na določenih predelih naslikam. In isto tukaj je bil še na mizi en storž, s tem sem se mogoče malo bolj matrala, ampak je vseeno na koncu prišel lepo. Tako sem že prej rekla, tu se ne smeš bati slikati, če se karkoli zmotiš, lahko še vedno čez naslikaš. Pol sem se lotila te božične zvezde, ponsetije, ker sem imela še ful rdeče barve, tako da sem rekla, da se ne posuši, bom samo to podlago naredila čist eno in isto barvo, pol senčila in osvetlila bom pa pol, ko bom spet imela cajt, ki mi ga je zmanjkalo, ampak sem hotela sam porabiti to barvo. Torej, kot vidite, glavni vir svetlobe prihaja od sveč, tako da okoli sveč je vse najbolj svetlo, pol moraš tudi pač pomisliti, ne vem, kam pada ta svetloba, kje se sence delajo. Torej, sveče so nad temi rožami in vejicami, tako da pod rožami in vejicami bo logično senca padla, ne? Tako da sem tukaj še dodala malo teh temnih delov in bolj realistično zgleda. Hey there, buddy, it's just me again. Came into my mind last night, so I'm just checking in. It's been far too long now since I last saw you, my friend. So happy Christmas from me to you. Hey there, buddy, it's just me again. I wonder what you're doing now. Dobro jutro. 3 dni se počutim že tako malo čudno, nimam nekega razloga, da bi se počutila slabo, ampak se in sem že dolgo nisem hodila. Kaj mi pohodi, ampak imam malo več za delati zdaj te dni in danes imam za delati, sem rekla, moram iti na pohod, pa tudi če ne vem, kaj se zgodi, tako da gremo na Šmarno. Ful je megleno, tako da upam, da bo na Šmarni sonce in da bom nad oblaki, bomo videli. Tako da ja, to je zdaj situacija in mislim, da mi bo to pomagalo, da se zmigam in malo sonce vidim. Edi, Mimi. Že zdaj imamo sonce. Čist drug svet, ko je sonce. Toplo je. Zdaj pa že prehajamo nazaj v meglo. Zdaj se moram posloviti od sonca. Ampak je pa fajn. Kaj pa to bolj ceniš, ko ga ni. Ojej. Še dobro, da ni bi kdo tukaj padlo. Jaz sem nazaj iz pohoda in točno to sem rabila. Sam zmigati svoj rit. Mika nori. Zdaj smo ugotovili, da njena najljubša vrvica od mojega predpasnika kuhinjskega, tako da ne vem, kaj bomo s tem naredili, ampak čist je nora. Smo se že 5 minut igrali, tako da malo... Nikoli ne skače za kako vrvico, tak face. Čist ne vem, kaj je to, ker je zblaga, ali kaj. Ima tak grip boljši. Redko kdaj je kaj tako všeč. Zdaj pa čas za moj najljubši zajtrk. Tako se ga vsaj vam veselim. Bolj kot kosila. Imam že vse pripravljeno, pa med tem praznim stroj tega. Moram seveda več projektov naenkrat delati, drugače nisem jaz.
Taram! To rolico. Lase si še moram zrihtati, danes delam puzle in se zelo veselim, ker so zelo taki praznični, božični in mislim, da bo ful zabavno. Pač to je moj setup. Ponavadi pač logično sedim pri računalniku, ampak ker rabim več placa za to, se dam na jedilniško mizo in ful cute zgleda za nas vrekice zadaj kamera in ja, da naštimala, da vidim kako in kaj, pa bom pa kar začela sortirati. Preden da se začne stream, pa lase si moram še zrihtati na neki točki. Imam pa še 40 minut, da moram se še do konca obleči in sicer to majčko. Ful imam rada to kombinacijo, edino več smotano je, ker nima nobene zadrge, pa ni raztegljivo, tega si jo ful težko grdam. Mogla bi se eno večjo kupiti, sem nekaj vrnala in se mi ni dalo še enkrat iti nazaj. Tako da, bi mi mogoče mama kako zadrgo nadala. No, nisem še te ideje povedala. Da, če zdaj to čuješ, mama, lahko razmisliš. Oh no. Ampak gr je cool, sam gr pa dosti je težko dati. Sploh ker je tak čez majico. Ampak je ful cute in uživim, kaj si bom vzela, sem je naredila nekaj najbolj hitrega, pa cool zgleda. Zdaj ful prav malo snemati stvari, ki jih ponavadi ne, oziroma ja, pač te priprave na stream redko kdaj snemam, ker se mi zdi, da itak ni toliko zanimivo, ampak je pa velik del vsega, ne, te priprave. Jaz se moram pripraviti na stvari, odvisno kaj delam. Pa ponavadi, ko se pripravljam, sem tak malo v časovni stiski in pač se ne spomnim, oziroma niti ne pomislim, da bi snemala, ampak sem si rekla, ška, dajmo malo posneti to. Ful nekih stvari, ko je pač velik del mojega življenja ne snemam, ker ja, ali časovno mi ne znese, ali pa ne vem, se mi zdi, da mogoče ni toliko, da mogoče ne zanima ljudi, kaj sem, mogoče preveč razmišljam. Here we are! Vsakeč si pred streamom naredim make-up, to že veste. Pa nekaj si z lasami naredim, odvisno. Včeraj sem si jih oprala, ampak jaz vedno pol, ko ležim na njih, je tako ono, ni za to, redko kdaj, da se zbudim, pa lahko imam še enkrat spuščene, brez da bi izgledali čudno. Teda, ali si nekaj spnem, ali si naredim kodre. Večinoma si kar spnem tak na polovico. No, kosnice še. Gremo zdaj malo razvrstiti puzle in pripraviti sceno. Zdaj, preden da začnem, moram ful nekih programov odpreti in sicer to je za obvestila, pol imamo to za neke zvoke, ko imam dodane, tako da ta dva programa morata biti odprta, pol dam neko muziko gor na YouTube, odpreti moram Twitch, zamenjati naslov, ponavadi imam neko Christmas jazz, moja tabel, tega sem včeraj imela, puzzling, oh my god, puzzling, bom še en emoji najdla, sem zdaj zaprla, joj mene, ko en boomer sem, res. Zato jaz ne snemam teh stvari, ker ne morem delati vse hkrati. Tukaj v bistvu vidim, kje bo scena, zdaj drugo kamere še nimam, ki odgleda. Zdaj bom šla pa se usesti, da bom videla, če moram kaj premakniti, više, niže. Ja, mislim, da je kar dobro. Ok. Za puzle bom imela še drugo kamero, torej da bo v bistvu na polovico tega. Dam še drugo kamero, jo bom zdaj vklopila, zato tudi imam en program, IV Cam
In v bistvu s tem telefonom, ko zdaj snemam, pač to povežem, da se bojo videli puzli, ki jih delam, ampak zdaj za začetek še tega ne rabim. Ena stvar, ki moram še narediti, je, da moram narediti sličico oziroma screenshot scene, da objavim pol, da sem live, da moram kamero umakniti. Mislim, da zdaj pa je. Nekaj mi je ratalo, moj sistem je tako, da dam robe na eno, mislim skup, pa tudi malo po barvah jih razporedim. Pol isto z drugimi nerobovi, probam malo barvno uskladiti približno. Rdeče stvari, ki pač vem, kje so, da so res očitne, tu imam tak mešano, tukaj je bolj point bil, da sem samo obrnala vse puzle. Tu imam še seveda celo škatlo, ki jo tudi pač probam obrniti, pa vmes še najdeš kak rob. Jaz sicer ne začenjam z robom najprej, ker se mi zdi tako malo dolgocajtno. Še vedno robove iščem, pa jih dam na stran, ampak začnem z nam stvarmi, ki so tako očitne, oziroma vem, da bojo enostavne za začeti. Recimo te pentlice, ali pa lahko tudi v sredini začneš pri tej hiši, recimo. Ja, to je moj sistem. Pač meni je to bolj zanimivo, pa iz robov, ker je tam ponavadi najbolj težko, se mi zdi. Zdaj pa ostalo bomo pa naprej na prenosu v živo, ker je že čas, 2 minuti. Že v bistvu streamam, ampak čakam, da se nabere ljudi. Torej, 7 minut, včasih več, včasih manj, imam ta začetni ekran, da se ljudje zbirajo. Grem napisati. Hi! Mogoče ne izgleda ful, ampak je kar napredek. Morate vedeti, da jaz zraven ful govorim, tako da koliko je bilo neke organizacije, ampak tudi sestavljanje, tako da se mi pa ne mudi, ker bi rada to pač v decembru res uživala. Tem in nočem zdaj prehitro sestaviti, ker mi je res lep ta motiv. Zdaj pa bom tako na hitro to malo pospravila in se lotila delati keksov. Torej, spekla bom te čokoladne chocolate chip kekse za jutro zjutraj, ker grem zelo zgodaj, moram iti doma, pač za moje pokoje zgodaj, ker bom pomagala Nini postavljati za ta art market v centru in pač moramo stvari iznositi pa postaviti, kar se ful veselim, ampak bom mogla ostati ob 6. Tako da zdaj moram res te kekse narediti, vse so ful enostavni, sem rada bi čim prej začela miksati, zdaj je ura še 8, da ne bom bolj preglasna. Pol me pa čaka še slikanje, pa pojesti moram še juhic, ful me zebe, tako da bom bomo najprej juho pojedla, pol pa kekse naredila. Evo juhica skuhana, da nas pogreje. To je brokoli, čedar, juha. Taka kremna je, pa zraven sem naredila iz drožji kruha, take croutons. Kako se temu sploh reče slovensko, bom najdla besedo. Svoj recept gledam, ki ga imam na Instagramu. 205 gramov moke.
Dobro jutro, odpravimo se k Nini, da pripravimo stvari za Art Market, ki je mimo grede, zdaj ko še to gledate, aktualen in sicer do nedelje 21. Pomagala sem še pripraviti ene par last minute zadev, pač ful stvari je za razmišljati, Nina je res imela polno glav vsega, pa res je mogla vse zaloge pripraviti. Drugače je ta Art Market na Čopovi ulici, tako da je bilo treba vse v center mesta zvoziti, tako da je res prav prišlo, da smo bili trije in smo se malo zmenjavali, pa da je med tem že Nina pripravljala svojo stojnico. Vse smo postavili. Cute. Ninka bambinka ali kako lepo ima. Ful je nekih novosti, tako da pa te. Res so cute. Nekaj pa tale bal. Ja. Pa te tam ane verzije parfumčkov, krema za roke. Točno, krema za roke, ja. Pa tudi pač seveda božična mila, pa še več prihaja. V glavnem, zelo cute, zdaj ima pa eno sliko naredila. Za Nino eno mačo. Vzela sem si eno ginger bread kavo. Sam je sklad. Pa drugače mi je sladko. Sam je pa dober okus. Munin ima te munin ginger bread. Drugače je dobro, ampak je pač sweet. Ja, ampak dober, lej. To je sladička. Je pa pravi tak ginger bread. Uspelo nam je, zrihtali smo skupnimi močmi. Zdaj pa grem jaz domov počasi, ker čez 2 uri pa 15 minut moram že začeti naslednji šihta, ne. Predtem imam še 3 oziroma 4 postaje. Torej grem naprej na poštni predal in pol en paket dvigniti, pa še en paket dvigniti, ne bom vam pokazala nič, ker je vse darilo. In nekaj za jesti moram kupiti, ker danes nimam cajta in volje kuhati. Greš namesto, da kuham, Miki posvetla cajt, tako da, ok, zdaj moram pa iti. Sobota je. Jaz sem pa tak meglo mešalc. Danes, ko sem šla po mačo, mi reče, lep vikend želim, pa smo enako. Tu smo čak vikend, ja. Moji vikendi so vedno ful delovni, sploh se ne počutim, da je vikend. Sploh nisem dobila parkirišča v Šparu in grem zdaj domov. Pač bom že nekaj nagruntala s hrano. Evo, nekaj smo pa najedli doma. Tuno imam, ta šugo in sir. Pa peresniki, tako da lačni ne bomo. Moja večerja je v bistvu zajtrk. Spomnila sem se, da bom hrenovke v zmrzalniku. Končala z večino dela, zdaj pa me čaka slikanje, pa film bomo gledali čez dobre pol ure, tako da bom malo multitaskala. Najprej pa pojedla, pa se usedla malo v miru. Res skozi go, go, go. Pa all good, nisem toliko zaspana zdaj, se malo zabudila.
tukaj se ta celovečerc zaključuje. Naredila sem na Instagramu v bistvu vprašalnik, kaj vam je boljš krajši ali daljši videe, da bi objavila recimo v tem primeru 2 krajša ali pa enega daljšega in večina jih je bilo za daljše. Mislim, ne bojo vedno 50 minutni, ker vem, da pač je to malo too much kdaj. Ampak glede na to, da nisem kakih bonus videov zdaj objavljala, boljš da je en daljši. Tako da upam, da ste uživali in imejte se fajn, se vidimo naslednjič. Čau! Kaj rekla čau? Missing someone